4. Deček Jezus ponovi zahtevo, naj se odgovori na njegovo uvodno vprašanje o Izaiji 9, 5, 6. Spregovoril sem, ja, to, kar si sedaj kar dobro prikazal, vem že dolgo in bi si ti mogel za to prihraniti tvoj resen trud in mi to oznanjati. Jaz pa vztrajam pri tem in ne izpuščam Device Marije iz oči. Zakaj pa potlej govori prerok Izaija v 9. poglavju 5. in 6. vrstica? Rodil se nam je otrok, dan nam je sin, katerega gospodstvo počiva na njegovih ramenih in imenuje se Čudež, Nasvet, Moč, Junak, Večni Oče, Knez miru, zato da bo njegovo gospodstvo veliko in da se mir na prestolu Davidovem in v njegovem kraljestvu ne bo končal. Da ga on vzravna in ukrepi s sojenjem in pravičnostjo odslej v vekomaj. To bo storila vnema Gospoda Sabaota. Kakšen otrok je to in kakšen sin nam je dan? Kaj pa, če je to tisti deček, ki se je rodil v Betlehemu, v nekem hlevu? Kaj ti prav tako je povedano tudi? V Betlehemu, v nekem hlevu se bo rodil Judom kralj, ustanovil bo novo državo, ki se ne bo nikoli končala. Kako razumeš ti, kabalec, vse to? Vsi so zmedeno pogledali in dejali, ampak kako je to mogoče, da ta deček pismo tako zelo pozna? V celoti obstaja samo skrajno pičlo število prepisov. Od popolnih pa komaj 10. In o slednjih vemo, kje se nahajajo in noben nepoučenec ne more priti do njih. Samaritanci imajo sicer še 11, ki pa je napačna in vsebuje na pretek dodatkov, ki so popolnoma jutrovsko domišljijski. Na to me vpraša nek zajedljivec. Sedaj mi pa ti odgovori, kar te vprašam. Od kje in od kdaj tebi tako popolno znanje pisma in posebej še prerokov? Odgovoril sem mu. Mene tako vprašati imaš ti prav tako malo pravice, kakor jaz tebe vprašati, kako je možno, da ti kot svečenik še ne poznaš pisma v besedi in še veliko manj v dejanju. Odgovori mi na to, kar sprašujem in za kar smo ti plačali. Vse ostalo pa te malo ali sploh nič ne briga, kajti nič te ni stalo ne truda, ne časa, niti najmanjše skrbi ali pa kakršnekoli druge žrtve. Sicer pa vašemu učiteljevanju tukaj v Jeruzalemu vse skozi ni v posebno čast, če vam očitna izobrazba nekega dečka iz Galileje iztisne tako veliko občudovanje, kajti s tem kažete samo to, da so vaši dečki tukaj v izobrazbi komaj nekaj nad živalskim svetom. Na to mojo precej grobo dano pripombo se je pričel rimski pooblaščenec glasno smejati. In tudi Simon se ni mogel v celoti ubraniti smeha. Zajedljivec pa se je umaknil in se usedel, čemeren v ozadju, na neko klop. Nato je dejal eden vodilnih judovske shodnice v Betlehemu. Vidiš, da se bomo morali ozreti po pomoči, če ne temu dečku ne pridemo do konca. Ima kupljeno pravico nam postavljati vprašanja cel dolg teden. Mi pa smo mu dolžni odgovarjati, če maramo ali ne. Če nam prizadeva že s svojim uvodnim vprašanjem toliko težav, potem se kar pripravimo na to, kaj pride šele z njegovimi dodatnimi in glavnimi vprašanji. Pameti ima dovolj in naravne duhovitosti na pretek. In ne bomo se zmenili z njim, če ne bomo hoteli, kar on hoče. Hoče je reso o rojstvu dečka pred 12 leti v nekem ovčjem hlevu v Betlehemu. In s tem mu lahko postrežem.
ker sem bil že tedaj, kakor sem še danes, poglavar tamkajšnje judovske shodnice.